Biti vedno dosegljiv je postala stvarnost številnih delovnih mest. Pričakovanje po nenehni dostopnosti pa ustvarja pritisk na zaposlene ter pomeni tveganje za njihovo varnost in zdravje. Jutri začne v Sloveniji veljati pravica do odklopa, ki pomeni, da delavec v času izrabe pravice do počitka oziroma upravičenih odsotnosti z dela v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo oziroma splošnim dokumentom ne bo na razpolago delodajalcu. Pravico do odklopa so podrobneje predstavili na nedavnem bonus dnevu v Mirni Peči. V Sloveniji smo novembra lani uzakonili pravico do odklopa s sprejemom novele zakona o delovnih razmerjih. 16. novembra se tako izteče enoletno prehodno obdobje. V resnici ni nič novega, zdaj samo to potrebno zapisati, formalizirati. Še vedno pa obstaja šopek podjetij, kjer se te stvari, kjer so meje zabrisane in tam bo potrebno urediti, dokdaj je res delavec dela, kdaj je njegov čas za počitek. Predstavnike nekaj podjetij smo pa vprašali, v kolikšni meri bo nova uzakonjena pravica vplivala na njihovo delovanje. Za nas nekih velikih sprememb ne bo zagotavljal, tako da zaposlenim za pravico do odklopa zagotavljamo. To je stvar kulture podjetja in jaz verjamem, da so podjetja že do zdaj zelo dobro poskrbela za to, da zaposlenih niso obremenjevali zunaj delovnega časa, le takrat, ko je to res izredno ali pa nujno potrebno. Omogočamo nam zaposlenim proste popoldneve, pretežno je delo dopoldne in kjer ni potrebno, ne kličemo ali pa nismo dosegljivi. Če je slučajno, da ga rabim za nojno zelo, popoldne ga bom glih tako poklical. Če se bi bojavil, bo, če pa ne, pa meni otežuje delo s tem. Ravnateljica osnovne šole Vavtava Sabina Erjavec zagovarja pravico do odklopa, saj jo vsi potrebujemo. Seveda se nam zgodi, da bo zvečer nek učitelj, vzgojitelj sporočil, da je bodisi zbolel, da je zbolel otrok in da ga naslednji dan ne bo. Takrat v tistem trenutku je potrebno organizirati delo. Tukaj gre za nujni primer. Sicer pa delavcem zunaj delovnega časa, kot že doslej, ne bo več treba odgovarjati na klice in elektronsko pošto delodajalca. Ker sta to pravilo in s tem pravico do počitka v praksi pogosto kršena, s pravico do odklopa zavezujemo delodajalce k sprejemu posebnih ukrepov. Vsi ukrepi morajo biti zapisani pisno, zdaj je to pravilnik, je aneks ali je sklep, je odvisno od organizacije, velikosti podjetja. Dejstvo pa je, da morajo biti s temi ukrepi delavci seznanjeni. Ureditev pravice do odklopa sicer ne posega v pravico delodajalca, da uredi delovni proces v skladu z določili delovnega časa, odmora in počitkov ter odsotnostmi, kot jih določajo zakon, kolektivna pogodba ali splošni dokument. V nujnih primerih, ki so tudi opredeljeni, bodo tako delavci še naprej dosegljivi.